To je ključen razvojni dokument te države, katere cilj je pomemben okoljski cilj, to je biti netno ogljično nevtralen do leta 2050. Ta strategija naslavlja vse sektorje, energetiko, industrijo, kmetijstvo, zlasti promet, tudi splošno rabo, to se pravi na vse, ko bivamo in stanujemo, kako torej zmanjšati emisije na vseh področjih, kam vlagati, v katere smeri iti in seveda kako v bistvu resno spremeniti življenje, da bomo ohranili ta planet tudi za bodoče generacije. Torej ta izziv je v prvi meri, ima ta dolgoročni okoljski cilj. Seveda so pa številni ukrepi, ki so tudi v tej strategiji nakazani. Jaz sem vesel, da je danes tu načelno podpora tem smerem, da je tudi dokument dovolj konkreten, skratka, da je dobra osnova za debato in za podajanje mnenj in potem oblikovanje končnih rešitev. Seveda se bodo pa vse te usmeritve iz strategije implementirale v področnih politikah, na področju prometa, kmetijstva, gospodarstva, energetike, tudi okolja. In vse skupaj bo potem realiziralo k implementaciji. Postopno bomo spremljali tudi doseganje teh vmesnih ciljev in seveda nastavljali ukrepe, prilagajali ukrepe, da bomo dejansko do leta 2050 tudi ogljično nevtralni. Seveda zelo pomemben cilj te strategije je samozadostnost oziroma neizpostavljenost uvozu na nekaterih področjih, zlasti v energetiki, čim večji samozadostnosti na področju oskrbe s hrano, ravnanja z odpadki in podobno. Jaz pričakujem, da v prvi polovici prihodnjega leta ta strategija tudi sprejeta v Državnem zboru in bo postala zelo jasna smernica za ukrepanje na posameznih resorjih. V okviru strategije smo že snovali takšne vire električne energije, zlasti električne energije, ki je ključna za delovanje in konkurenčnost gospodarstva, ki bodo sami po sebi konkurenčni. Zato nismo šli v neke tehnološke rešitve, ki so zdaj v povojih in so praviloma nekonkurenčne. In smo raje se naslanjamo na neke preizkušene tehnologije. Seveda ne zanemarjamo pa tudi potrebe po razvoju in oblikovanju novih rešitev na tem področju. Zlasti, ko govorimo o tako imenovanem obnovljivem ali zelenem plinu ali podskupini sintetičnega plina in podobno. Torej, to je zelo pomemben temelj konkurenčnosti gospodarstva naprej, kakšno energijo in po kakšni ceni bodo kupovali. Seveda zelo pomemben je tudi razvoj omrežja, ki mora biti znosen, da preko omrežnine ne predstavlja preveliko breme v ceni električne energije. Seveda bo pa industrija deležna tudi veliko spodbud za prehod v nizkoogljičnost, še posebej energetsko intenzivna industrija. Menim, da je tudi sklad za okrevanje oziroma ta evropska finančna perspektiva, ki sledi, priložnost, da podjetja dobijo v bistvu korenček. Jaz mislim, da ne smemo govoriti tu o palci, o davkih ali kakršnihkoli drugih sankcijah, temveč moramo gospodarstvu pomagati, da se prilagodi oziroma da se usmeri v to ogljično nevtralnost. Jaz sem zelo vesel, da berem o številnih dobrih praksah, tudi nedavno, ko se izbirajo zdaj vodilna podjetja na tem in onem področju, da je ta trajnostni razvoj oziroma razvoj v smislu energetske učinkovitosti, rabe obnovljivih virov v ospredju, tudi te snovne učinkovitosti, da se čim manj materialov uporablja oziroma čim manj energije. To je vse prava pot, ki mora biti spodbujana tudi z evropskimi in nacionalnimi sredstvi.